končno zdaj, ker ima Slovenija malo več dni za pripravo na prvo tekmo. Ja, res je, končno imamo malo več dni. Temu primerno je bilo tudi malo bolj naporno kot ponavadi. Lahko smo naredili z današnjim dnem še ene par dobrih treningov, tako da vemo, kaj hočemo, imamo pripravljene več načinov, kako premagati Kosovo. Seveda bo pa v soboto odvisno tudi nekaj od njih, ampak kot sem rekel, mi gledamo na sebe, imamo plan in upam, da ga bomo zrealizirali na 100%. Kako pa je drugače, ker ni v četrtek tekma ali v petek, pa je v soboto, kako se ta ritem treningov spremeni? Pa ful je drugače, sploh ker eni igramo že, recimo jaz sem igral že prvenstvo v petek, eni so komaj igrali v nedeljo, tako da to je praktično 3 dni razlike in eni smo prej sveži, eni so kasneje sveži, ampak nekako na koncu to prije nekje na zlato nulo, tako da je fajn, predvsem zaradi tega, ker kot sem rekel, lahko smo naredili res 2-3 dobre treninge, malo daljše treninge, intenzivne in poskusili tudi več variant, tako da je pa tudi definitivno boljše za gledalce, sobota, vikend in ja, upam, da nas ponesejo do zmage. Ker ste pri gledalcih, smo se že nekajkrat pogovarjali, zelo hitro so šle vstopnice, mnogi predvidevajo, da bojo veliko navijačev Kosova na tekmi. Ne bo prvič se to zgodilo v Sloveniji. Kako ste do zdajšnje tekme takšne doživeli in kako to pričakujete? Pa vsaka tekma v Stožicah je čudovita, ko je razprodano. Iskreno, jaz nikoli nisem imel občutka, da ima nasprotna ekipa več navijačev kot mi. Upam, da bo tudi sedaj tako, tudi mogoče, če bo jih več oziroma da jih bo prišlo več iz Kosova, ki bo navijalo za njih, da bojo vseeno naši glasnejši in to moramo mi sprovocirati z našo igro, z našim pristopom, z našo željo, z energijo, z voljo in jaz sem prepričan, da bo temu tako, ker vsi vemo, kaj ta tekma nosi. Prvi treningi, kako so šli? Dobro, mislim, prva 2-3 treninga so bila kar naporna, ker je ta teden malo daljši, ampak mislim, da ni bilo kar nekaj zborov že, da smo imeli toliko treningov, tako da v bistvu so šli dobro, v bistvu smo se bolj fokusirali na nas, kakor na Kosovo in tako da mislim, da smo pripravljeni. Čemu ste največ posvečali pozornosti v bistvu v teh treningih? Pa v bistvu je selektor nekako probaval neke različne variante, zdaj tudi on bo videl, katera mu najbolj odgovarja in kakor sem rekel, večinoma smo se fokusirali na nas, včeraj smo prvič v bistvu ta teden pogledali Kosovo, tako da tudi vsi smo nekako prepričani, da bo ta tekma, neki se bo vprašal njih, ampak mislim, da več ali manj nas. Slovenija je zdaj v zadnjih tekmah malo spreminjala tudi igralni sistem, recimo če gledamo celo leto ali pa recimo zadnje leto. Kako je za vas igralce, sploh glede na to, da ste v reprezentanci enkrat na, recimo jesen se malo večkrat dobite, ampak v celem letu 6-krat, pa na kratek čas, pa nimate toliko časa uigrati stvari, za razliko od kluba, ker lahko več tednov, pa pol prijete na igrišče, pa pol tisto naredite. Kako je to specifično za vas pri spreminjanju taktik v reprezentanci? Pa mogoče kakšnim igralcem tudi odgovarja, mogoče kakšni igrajo isti način v klubu in potem se lažje privadijo, ampak vsi smo nekako profesionalci in nekako smo že vsi čez kariere, že vse nekako sisteme dali čez in ja, selektor je spremenil, mislim, da prejšnji zbor sistem, kar je čudo delovalo in mislim, da bo tako naprej. Kaj pa se vam zdi najbolj pomembno, ko se navajate na nov sistem, ne vem, da so soigralci isti okrog vas, ne vem, da sama zadeva deluje. Kaj se vam zdi najbolj ključno? No? Pa težko povem, no, mislim, že sam to, da si skupaj z igralci, pa mislim, da tudi sistem v bistvu ni važen. Mislim, da je najbolj pomembno to, da skupaj treniramo, zdaj sploh, ko imamo malo več časa, se tudi lahko bolj privadiš na to, ampak mislim, da je najbolj pomemben to, da smo v bistvu skupaj z igralci, zdaj pa na sistem se bomo pa preosle navadili.